Francoski Strasbourg kot velik spomenik evropske ideje kraljuje ob Renu. Nemčija je lučal stran in prav dramatični odnos med evropskima velesilama je sprožil to, čemur danes rečemo skupni evropski in politični prostor. Medtem ko je politično in gospodarsko odločanje skrito globoko v interesnih, realpolitičnih in lobističnih labirintih evropske družbe, obiskovalec ne more spregledati očitnega dejstva. Strasbourg je, skupaj z Brusljem, informacijski popek sodobne Evrope. Informacije se tu rojevajo in sem hodijo umirati. Novinarji, dopisniki, poročevalci, komentatorji in kolumnisti, vsa ta pisana množica se kot srednjeveško gledališče seli za parlamentom iz Bruslja v Strasbourg in nazaj v Bruselj. Med vsemi temi nabiralci informacij, ki so doma prepoznani, spoštovani ali celo slavni, jih je nekaj, ki jih izven novinarske družine ne pozna nihče. To so agencijski novinarji in med njimi novinarka agencije, katere kratica je smiselna le v jeziku, ki ga razume komaj 2 milijona ljudi. STA, Slovenska tiskovna agencija. Saj veste, kako se govori, ne? Ni pomembno, kaj se zgodi, pomembno je, kaj se o tem pove. Ne? In mi smo želeli imeti lastno hišo, ki bo povedala, kaj se je zgodilo. Zdaj ne bi šel v detajle, kako so nekateri mediji reagirali, recimo eden od dnevnikov in tako naprej. Mi smo želeli, da bo sploh kdo povedal, da smo se osamosvojili. To je zdaj malce karikirano povedano, ne? Ampak dejansko so imeli nekateri med nami nekaj bojazni, če bo šla taka situacija naprej, ob tem, da smo imeli tudi sindikalen protest, tako rekoč nekaj dni pred osamosvojitvijo, takrat nismo čutili mi še nobene hude enotnosti, če tako rečem. Ne? Torej je bilo zelo pomembno, da smo imeli jasen glas, ki bo oziroma je povedal, kaj se je zgodilo. No, medijska situacija je bila deloma silno neprijetna za nas. Mi smo takrat po radiju poslušali Dobrodan, žalost, travo bomo jedli in take zadeve. In ustanovitev STA-ja 3. junija 1991 je bila zame del osamosvojitve, bi rekel. Izredna pomembna odločitev, ki je vlada morala sprejeti. In STA je seveda potem začela z delom nekaj dni pred osamosvojitvijo in je tudi opravila svoj del posla. Mislim, da bi bilo nenavadno, da o tako pomembnem, epohalnem dogodku ne bi prva poročala naša lastna tiskovna agencija. Tako da to je bil del projekta, ki je lepo začel svoje delo in se kasneje razvil. Tako da to je bilo nujno. Mantro o resnici kot prvi žrtvi vojne pesniško nadarjeni komentatorji zapišejo vedno, ko hočejo poudariti dramatičnost ob družbenih prevratih. Slovenci smo enega takih doživljali konec 80. in v začetku 90. let minulega stoletja. A bilo je toliko resnic, ki so tolikokrat umrle, da je postalo iskanje edine, prave in zgolj slovenske resnice sveti gral tedanje politike. Informacijska blokada, dezinformacije, psihološka vojna ali celo specialna vojna, kot so svoje slušatelje učili ambiciozni oficirji JLA, so se zrušili na mlado demokracijo kot zimski plaz. Včasih Jutela, beograjskega tiska in vsemogočnega Tanjuga so se zdela slovenska prizadevanja za verodostojnim novinarskim poročanjem kot hipijevsko vtikanje cvetja v topove drvečih tankov. Celotna slovenska javnost je lahko nad razlago razmer v Sloveniji, kot so bile posredovane svetu, le nemočno vila roke. Vendar to se bo kmalu spremenilo. Natančneje, to se je imelo spremeniti 3. junija 1991. Ko je medijski prostor praktično zasedal Beograd, z informacijami, ki so tujino šle preko diplomatskih kanalov in preko Tanjuga, v širšem jugoslovanskem prostoru pa preko beograjskih medijev, televizije, politike, tednikov,
Tako da smo imeli velik problem, da bi našo slovensko resnico, torej kakšni so slovenski pogledi na jugoslovansko krizo, na njene vzroke, na možne razplete, na naše predloge, bili pravzaprav zelo hendikepirani. Seveda, jaz zelo cenim takratno pobudo nekaj teh podjetnih posameznikov, bil takrat pri meni gospod Labernik, ki mi je povedal o tem načrtu ustanovitve skupaj z državo in kot rečeno, mislim, ta odločitev se je potem pokazala kot zelo pomembna na prebijanju te informacijske blokade. Moram reči, da tudi, če gledam danes, vsa ta leta nazaj, je z velikimi napori ta agencija oblikovala profesionalne kriterije poročanja in če hočete danes dobiti verodostojno informacijo o dogajanju v Sloveniji, tudi o tem, kaj je v resnici rekel kdo od slovenskih politikov, potem je pač najbolj zanesljivo pogledati STA, ki nima političnega in ideološkega selekcijskega kriterija, tako da je dobro preveslala agencija tudi občasne poskuse političnega prisvajanja in podrejanja in danes jaz mislim, da bolj verodostojnega vira obveščanja, kot je agencija v Sloveniji, ni. V družbenem vretju konca 80-ih se je kot ena prvih demokratičnih zahtev izpostavila zahteva po drugačnem, demokratičnem novinarstvu. Najbrž bi bilo zgodovinsko netočno slovensko predosamosvojitveno novinarstvo v celoti označiti kot režimsko. A tedanji mediji so bili razumljeni, vodeni in ustvarjeni kot eden pomembnih temeljev socialističnega sistema. Poleg ostalih stvari se je tudi novinarstvo začelo spreminjati znotraj Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije. 27. septembra 1989 so se na Dalmatinovi 4 zbrali 3 prodorni slovenski novinarji: Slava Partlič, Vinko Vasle in Manca Košir. Tema: drugačna slovenska medijska krajina. Na sestanke so kmalu privabili tudi druge in iniciativa se je nekoliko okorno poimenovala ZOA – znanje, odgovornost in avtonomija. Prva točka programa, ki je zahteval drugačno novinarstvo, je bila ustanovitev Slovenske tiskovne agencije. Mi smo najprej ta dokument zapisali ZOA, kaj želimo, in z nami je bil večkrat na sestankih tudi član te znamenite mladinske organizacije Dejan Verčič. In potem, ko je predvsem Dejan zelo profesionalno spisal s svojimi kolegi ta osnovni dokument in to tudi lastniško razmislil, o čemer jaz pojma nisem imela, a veste, fantje, to sem bila pa kasneje presenečena, koliko so že takrat znali misliti na biznis, ne, to pa je bilo po moja rak rana in je še vedno pojma nimam. No, ampak medva z Dejanom Verčičem sva skupaj obiskvala urednike, takratnega ministra za informiranje Staneta Staniča, ki je bil tudi moj dober znanec in tako naprej. Tako da medva sva to skupaj počela, lahko bi vam mogoče rekli, da sem jaz naivno vedno znova zastopala to profesionalno in seveda tudi samostojno politično stališče, nisem pa res ne mislila na biznis in ne vem, kako je to danes urejeno in pač se je nekako izteklo to moje sodelovanje, ko je bila agencija ustanovljena tako, kot je pač bila. Ko se je rodila informacijska družba, je bilo samo še vprašanje časa, kdaj se bo rodila tudi tiskovna agencija. Tiskovna agencija kot izum zgodnjega 19. stoletja pravzaprav pomeni počasno spreminjanje sveta v globalno vas. Najprej mora postati globalna informacija, šele nato lahko sledi vse ostalo. Najbrž je imel prav to v mislih Francoz Charles Louis Avah, ki je leta 1835 ustanovil prvo telegrafsko agencijo. Namenjena prodaji novic in prevedenih člankov poslovnežem ter diplomatom, je najprej delovala s pomočjo semaforskega telegrafa, kasneje pa celo s poštnimi golobi. Nato je pravi telegraf pretok informacij poenostavil in pocenil in kot že tolikokrat prej, ter še velikokrat kasneje, je evropsko idejo pograbila Amerika in jo razvila do neslutenih razsežnosti.
Telegrafska agencija Harbor News Association, kot servis newyorških dnevnikov, se leta 1892 spremeni v Associated Press, ki deluje še danes. Pol stoletja predtem pa je v Londonu že ustanovljen legendarni Reuters. Malo znano je, da smo bili Slovenci med prvimi deležni agencijske pozornosti. Sploh prva nacionalna agencija je bila ustanovljena 1860. na Dunaju in se je imenovala KK Telegrafen Korrespondenz Biro. Tiskovne agencije so ena tistih stvari, o katerih smo vsi prepričani, da jih poznamo. V resnici pa se nam niti ne sanja, kaj počnejo. Osnovna definicija je enaka že skoraj 200 let. Tiskovna agencija zbira informacije s pomočjo lastnih novinarjev, s pomočjo servisov drugih tiskovnih agencij ali tretjih virov informacij. Te informacije nato proti plačilu posreduje domačim in tujim naročnikom, med katerimi so tako mediji kot državni organi ali politične, gospodarske in kulturne ustanove. Osnovna tipologija pozna splošne in specializirane agencije, ki se med seboj ločijo glede na naravo informacije ter lokacijo njenega nastanka. Vendar je medijska eksplozija zadnjih desetletij definicijo tiskovne agencije do dobra pretresla. Zbiranje in posredovanje informacij ni več nikakršna ekskluzivna pravica ali posebna spretnost. Osupljiva hitrost pretoka informacij je klasično agencijsko delo postavila pred nove izzive in danes se sodobne agencije bolj ukvarjajo s selekcioniranjem in nato posredovanjem, kot pa z zbiranjem samim. Zato je tudi klasično agencijsko pravilo, da naj bo informacija kar se da neokrnjena v nevarnosti, saj agencijske novice vedno bolj obdelujejo in jih s tem približujejo potrebam naročnikov, med katerimi mediji že dolgo niso več edini. Mislim, da je bilo prvi primer, predvsem v medijih, recimo državno-privatnega partnerstva. Seveda to lastništvo Slovenske tiskovne agencije se je spreminjalo. Nenazadnje bil sem sam tudi solastnik agencije z nekimi slabimi 4%. Kasneje je ta odstotek od mene odkupila vlada Slovenije. Nisem pa zadovoljen, da je v vladnih rokah Slovenska tiskovna agencija. Moj koncept, še ko sem bil na Slovenski tiskovni agenciji, je bil, da postanejo lastniki agencije slovenski mediji, saj glavni, od dela do radiotelevizije Slovenija. Pri tem nisem seveda uspel, bog ve zakaj, vendar ta koncept je v zapadni Evropi prisoten, predvsem za male tiskovne agencije, ker tiskovna agencija je v službi medijev, je servis medijev in začetno nezaupanje smo prebili prav z trdim delom vseh novinarjev in novinark, ki so svojo kariero, pravzaprav večina njih je začela prav v tiskovni agenciji. STA je brand, je znamka, ki ji uporabniki verjamejo. To pomeni, da ljudje, ki pišejo novice STA, so kredibilni, so verodostojni in predstavljajo dejstva takšna, kakršna so. Ne moreš verjeti kar nekomu portalu, ki piše pač karkoli piše, da je to. Tisto, kar STA objavlja, je resnica. Lahko je lepa, lahko je grda, kakršnakoli, vendar je resnica. Država Slovenija je danes dobila tudi svojo tiskovno agencijo. Pred slabima 2 urama je namreč začela v Ljubljani poskusno delati Slovenska tiskovna agencija, STA. Ustanovitev STA je bila delno tudi posledica spleta srečnih okoliščin. Slovensko uredništvo Tanjuga je zadnje mesece pred osamosvojitvijo prepričevalo slovensko politiko, da bo, ko pride do preloma, ostalo lojalno novi oblasti in bo agencijsko podprlo Republiko Slovenijo. Kasnejši dogodki so sicer takšne obljube postavili na laž.
In ko je pričela teči voda v grlo, je takratni sekretar za informiranje Stane Stanič našel dobro pripravljen, a bolj kot ne zanesenjaški projekt ljubljanskega tiskovnega središča. Letega sta kot povsem zasebno pobudo že leta 1989 ustanovila Franci Zavrl in Dejan Verčič. Oba sta se za razliko od ostalih mladinskih funkcionarjev odločila za podjetništvo, namesto za aktivno politiko, kajti vlaganje v informacije ter komuniciranje z javnostmi se je takrat zdela dobra naložba. STA sta tako 24. maja 1991 s pogodbo ustanovila partnerja Republika Slovenija ter INI, kot se je imenovala krovna družba Verčiča in Zavrla. Verčič postane prvi direktor in 20. junija 1991 STA objavi prvo novico. Nekaj dni kasneje je agencija skupaj z vso državo pahnjena v vojno. Ja, mi smo si pripravili Slovensko tiskovno agencijo, da bi delovala v času razglasitve naše samostojnosti. Predtem pa je, če smem reči, poskusno obratovala in se pojavila, iskala svoje odjemalce, pravzaprav se je pojavila kot vir, od koder so lahko tisti, ki so poročali o prihajajočih in potem razvijajočih se dogodkih v Sloveniji, pravzaprav se na njo lahko tudi sklicevali. Ampak realno življenje pač pove, da brez države ni nič. In zato smo morali pred rojstvom države roditi tudi Slovensko tiskovno agencijo, jo tudi finančno, materialno, kadrovsko, vsestransko podpreti, da bi lahko začela delovati. Njeno delovanje, njeno ekonomsko preživetje, njeno trženje in njena promocija pa so bili izzivi, ki so se dogajali po 10-dnevni vojni. Skratka, če uporabim primerjavo, potrebno je bilo roditi to Slovensko tiskovno agencijo in rodila jo je lahko samo država. Zato smo se pač morali v časovni stiski in pod pritiskom prihajajočih dogodkov odločiti za realno opcijo in velika vloga države je bila edina življenjska in realna opcija. Vojna za STA pomeni podobno kot za neplavalca sunek v ocean. Trije uslužbenci, ki se znajdejo pred informacijsko nočno moro, komaj zmorejo prve vojne dneve in prve osamosvojitvene tedne, a na srečo kmalu začnejo prihajati sodelavci iz mnogih drugih organizacij in medijev. Vendar se pravi boj za STA začne, ko ugasnejo bleščeče luči velikega poglavja slovenske zgodovine, ko na neki način ugasnejo tudi enotnost naroda, zagon in vsesplošno navdušenje, je čas za streznitev. Kruta genetika tiskovnih agencij, ki so s svojimi informacijami vred podvržene neusmiljenemu trgu, prične spodjedati tudi STA. Agencija se mora razviti tako organizacijsko kot logistično in tehnično, hkrati pa svoje storitve prodajati na tržišču. Žal pa v začetku 90-ih življenjski standard in kupna moč prebivalstva izločata plačevanje informacij iz košarice dobrin, potrebnih za preživetje. Ob vsem tem pa se istočasno z razvojem agencije na prizorišču pojavi še novi igralec, ki zamaje celo uveljavljene svetovne agencije tipa Reuters, kaj šele male nacionalne agencije. Internet pomeni informacijsko revolucijo in prva leta po njegovi razširitvi se zdi, da je tiskovnim agencijam odklenkalo. Vsako rojstvo je malo umazano, ne? In potem, ko se dete rodi, ga je pač treba očistiti, ne? In to je bilo pravzaprav prvo leto, ne? Neka konsolidacija, pri kateri po eni strani smo morali tehnologijo začeti reševati, ne? Mi smo nastali pravzaprav tudi v trenutku, ko so računalniki pa internet se šele zares pojavljali, ne? Tudi danes se težko spomnimo. Mi smo realno takrat večino novic odposlali po telefaksih, ne? In tudi redakcije so takrat še to dobile po telefaksih. Skratka, mi smo se v tistem trenutku morali začeti ukvarjati z vprašanjem, katere vrste računalnikov, kateri programi, koliko tega kupiti v tujini, koliko sami razviti. Skratka, precej energije je šlo za to. Drugo vprašanje je bilo povezano z konsolidacijo kadrov, ne? Kdo bo zdaj ostal? Precej ljudi, ki smo
delovali v Slovenski tiskovni agenciji v samem času osamosvajanja, je bilo pravzaprav zanesenjakov. Ne? Tudi predvsem novinarjev, ki so takrat delali znotraj STA ali pa pomagali STA, so to počeli z velikim veseljem zaradi tega, kar se je takrat dogajalo. Ne? Potem, kasneje se začnejo bolj običajne in dolgočasne zadeve, plače, delovna razmerja je treba urediti in podobne zadeve. Ne? In se je počasi to urejalo. In pa seveda tretja zadeva, ko se je Slovenija navzven utrdila, so se seveda začeli notranja prerivanja, ne, za moč med političnimi strankami, med posamezniki in seveda tudi tu je STA hitro postala eden izmed žetonov v teh velikih političnih igrah. In tudi tukaj smo pravzaprav se morali ukvarjati s vprašanjem, ali bo sploh preživela, ne, ker je bilo nekaj poskusov celo miniranja potem STA kot organizacije in na kakšen način pravzaprav ji zagotovimo neko stabilno življenje. Ne, jaz gledam zelo nostalgično na to. Ne. Meni je celo najbolj nostalgično se sprehoditi po Cankarjevi, vsakič, ko grem po Cankarjevi mimo takratnih prostorov, se pravzaprav vedno spomnim enega trenutka, ki mi je ostal v spominu, in to je specialci, ki so nas nekaj časa čuvali, ne, so tam okoli stali, medtem ko je gostilničar preko, ne, nam v trenutku, ko je bil zračni napad na Ljubljano in ko je pravzaprav so se vse mestne ulice spraznile, ne, prišel z gajbo piva, jo dal na okensko polico in rekel, ejte, to pa je za vas, in je šel in pravzaprav smo ostali sami, nekaj ljudi na telefonih pa pod mizami, ko nismo vedeli, ali naj se damo v klet, ali naj se damo, kam naj se damo, z telefoni, telefonarili, ne vem, v Rim pa na Dunaj sporočali, kaj se dogaja in pili tisto pivo in to je tako. To je moje spomin na STA. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na STA. Pridite. Danes je STA stabilna in verodostojna tiskovna agencija, kot jih je najti po mnogih evropskih državah. STA je hiša na dveh stebrih, zato je njena trdnost toliko bolj pomembna. Rada bi vam predstavila angleško uredništvo. To je uredništvo, ki STA daje še poseben lesk. Ostaja in utrjuje svojo vlogo, enega ključnih virov informacij za slovenske medije, preko njih pa za celotno slovensko javnost. Naslednje uredništvo, ki bi vam ga rada predstavila, je uredništvo za kulturo. Tukaj sta kolegica Alenka Vesenjak, ki je tudi urednica našega uredništva, Alenka in Urban. Ob tem je glavni vir o dogajanjih v Sloveniji za tuje agencije in medijske hiše. Hkrati je STA edini slovenski ponudnik novic v angleškem jeziku za vse angleško govoreče javnosti v Sloveniji in po svetu. Tole pa je uredništvo, ki je trenutno danes najbolj tiho. Zakaj? Danes je namreč ponedeljek, ko je večina športnih dogodkov se zgodi konec tedna, ko je slika tega uredništva precej drugačna. S prek 100 zaposlenimi in honorarnimi sodelavci je kadrovsko usposobljena za celovito spremljanje dogajanja na najrazličnejših področjih življenja v Republiki Sloveniji. Tole je srce redakcije Slovenske tiskovne agencije. Tukaj so združene vsa štiri največja uredništva. Notranje politično, zunanje politično, gospodarsko in potem še uredništvo za dopisnike ter fotouredništvo. Tukaj imamo tudi centralni desk, kamor se stekajo vse informacije, tako iz Slovenije kot iz tujine. Osnovni strukturni element agencije pomeni splošni servis v slovenskem jeziku, ki na dan posreduje povprečno kar 300 novic. Nato sledi s 50 novicami dnevno splošni servis v angleškem jeziku. Oba omenjena dopolnjuje in podpira fotoservis z 200 fotografijami dnevno, ter v zadnjih 2 letih tudi radijski servis. Posebno dragocena pa je široko razvejana, tako domača kot tudi tuja dopisniška mreža. To je bila kratka predstavitev Slovenske tiskovne agencije. Hvala za obisk, vsem uporabnikom Slovenske tiskovne agencije pa hvala za zaupanje. Ob splošnih STA vzdržuje tudi specializirane servise, ki se lahko znotraj specifičnih potreb celo prilagajajo zahtevam naročnika.
Večina agencij po svetu, pa tudi STA, hvala Bogu, niso zaspale. V množstvu informacij, ki se pojavljajo tudi s tako imenovanim državljanskim novinarstvom, pa s tem, da se na trgu informacij pojavlja množstvo informacij, v takih razmerah bi človek pomislil, da za agencijo tipa nacionalne agencije v medijski krajini ni prostora. Ampak glede na to, da STA ne spi, tudi ko gre za te razvojne trende, in glede, če smo čisto objektivni, tudi na zapletene razmere gmotne v drugih medijskih hišah, ki so naši odjemalci in so odvisni od nas, mislim, da za agencijsko novinarstvo je prihodnost. Seveda pa se mora predrugačiti, spremeniti kakšne ustaljene obrazce delovanja, poiskati tudi nove poti do občinstva in STA je na pravi poti, prek spletnih poti se selimo tudi na tablične računalnike, na pametne telefone in iščemo skratka nove poti do uporabnikov, ki pa seveda, to je razlika v primerjavi z nekdanjimi časi, niso več pripravljeni kupiti vsega, kar ena agencija sproducira. Ves ta nepregleden tok informacij usmerjajo in obdelujejo novinarji, organizirani v uredništvih, ki se načelno ne razlikujejo od običajnih medijskih uredništev. Z eno majhno, a za agencijskega novinarja značilno razliko. Na koncu novice je avtor podpisan s kraticami, tik ob kratici organizacije, ki ji pripada. STA, Slovenska tiskovna agencija. Glede na to, da je STA v državnem lastništvu, je odgovor na to vprašanje povezan predvsem s tem, kakšen bo odnos širše družbene skupnosti, ali pa če smo konkretni države kot lastnice, do tiskovne agencije, katere lastnica je. Če ji bo dala predvsem mir, bo to jamstvo za to, da bo agencija delala avtonomno in strokovno. Umetna je pa dilema, ali bi bilo bolje, da bi se država umaknila iz lastništva agencije, zaradi tega, ker je medijski prostor v Sloveniji premajhen, zaradi tega, ker bi s tem bilo konec tudi, to je moja sodba, enega atributa vsake državnosti, ki je tudi tiskovna agencija, ker so razmere po medijskih hišah v Sloveniji ta hip preveč nestabilne, da bi si lahko privoščili, da bi medijske hiše postale izključne lastnice tiskovne agencije. A kot znajo povedati nekdanji sodelavci agencije, ki jih je najti povsod po slovenskih medijih ali celo v mednarodnih institucijah, anonimnost še ne pomeni odsotnosti poklicne predanosti, znanja in najvišjih novinarskih standardov. Prej nasprotno.